Fantasy. Radio Fantasy. Sem rekel, sem na pomoč. Lepo zdrav, dobro jutro. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Boris Nidarko, direktor poveljnik poklicne gasilske enote Celje. Še enkrat pozdravljen. In pa njegov namestnik Klemen Kotnik. Kdaj se pa vidva nameščata, nadomeščata, Ja, veš, skozi ono, če sta skozi skupaj. Vse posod sta skupaj. Je to tako kolesa, vedno moraš imeti rezervo zraven. Klemen, jaz upam, da kavo, ko bo dobil, da mu jo boš solil. Ja, lej, ziher je ziher. Sodelovanje. Zdaj, gasilci, poleg svoje dejavnosti, ki jo upravljate, ste skozi na preži, ste tudi dejavni s promocijo vašega koledarja ob 70. obletnici. Dajmo še malo o tem še enkrat povedati, čeprav vas zdaj kar vsako soboto srečujemo v mestu, pa še vseeno se najde kdo, ki ne ve. Ne? A veš, ono kaj pa? Ja. Ja, jaz mislim, da zdaj že kar veliko ljudi, prebivalcev ve, da drugo leto poklicna gasilska enota obeležuje 70 let skupaj z Gasilsko zvezo Celje. In ob tej priložnosti vstopu v to leto 2025 smo pripravili ta jubilejni koledar z humanitarno noto. Pomeni, ta humanitarna nota pa je, da bomo vsa zbrana sredstva za prodajo tega koledarja namenili društvu tretjega nadstropja. To so otroci, kateri so se borili z boleznijo raka oziroma se borijo. In to društvo, če boste šli pogledati, je zelo, zelo dejavno, tako da ta sredstva bo šla v prava roke. Datum predaje se že ve? Ja, mislim, da nekje sredini januarja, kjer se bojo vsi zaključni računi zaključili, takrat bomo pa v miru ta znesek predali temu društvu. Klemen, je še kak koledar sploh na voljo, glede na to, da grejo kot sveže žemeljce? Ja, koledarji se zelo dobro prodajajo, ampak ja, trenutno smo nekje na njih enih 80%, se pravi okoli 800 koledarjev se je prodalo, tako da nekje okoli 200 jih še je, tako da kjer še ni, naj hitro pohiti, da ne bo pa januarja, a vam je še kak mogoče ostal, ne? Zdaj sta pa tudi dobila že kilometrino, ker nekaj časa sta v medijih, sta tudi bila na lokalnih televizijah in eden izmed prvih intervjujev, se spomnim, gledam jaz, Klemen pove. Zato je delno kriva tudi gospa iz Radia Fantasy, gospa Maruša. Ja, še zmeraj je gospa, ne? Ja, po bontonu smo zdaj baje vse gospe. Ja, po 25 naprej so vse gospe, tudi če niso oženjene. Če bi rade bile gospodične, pa ne vem kaj še ne gre, sicer. Ja, so zdaj novi trendi, si lahko marsikaj, ne, ampak rečemo, oziroma se trudimo, da so vse gospe. No. Tako da, ja, je Maruša manj velik delež tega. Mislim, tako uraden si bil gospa. Sem si predstavljal malo drugače. Zdaj vidiš, kaj je njega, drink, alarm, gospa Maruša. A kaj ne ve, mogoče. Nekaj je v glasu, nekaj pa v očeh, kar vidi. Tako, ja. Iskrica, ne? Iskrica, in bomo hit pogasili. Se pravi, je še na voljo nekaj teh koledarjev. Koliko stane koledar? Koledarji so po ceni 15 €, določili smo ceno zaradi tega, da je notna bolj kot ne za vse. Je pa res, da imamo možnost za podjetja, katera bi rada darovala oziroma za te junake tretjega nadstropja donirala več, lahko se pa obrnejo direkt na njih, mi damo kontaktno osebo, oni dobijo tam v bistvu TRR in vse potrebne podatke in lahko se obrne direkt na njih z namenom za koledar. Brez posrednikov. Ja, in novinkov. Tako. No, je pa res, da pač ne samo, da prodajate koledarja na tržnici, ne? Mislim, to soboto na tržnici, pa vmes smo bili na Zvezdi, pa v City centru. Je treba povedati, da še vseeno preko spleta se ga tudi da naročiti in ga dostavimo tudi na dom. Zdaj pa tu v Celju, ne? Pa tudi še ena opcija je, ki je tudi zelo prijazna za uporabnike. Ne, je že kar polmesec se sicer malo spremenila, ampak dejansko ljudje lahko pridejo k nam od 7 do 15 ure in tam zadeve porihtamo, ker eni so ne čakali, ne morejo čakati 3 dni, da koledar pride. Ne? Ja, vem. Pridejo lepo, spoznajo naše fante, vidijo naše delo in koledar kupijo in je to. Se pravi, v soboto, še zadnja sobota imamo zdaj na mestni tržnici Celje. Potem imamo možnost, da se oglasimo pri vas na poklicni gasilski enoti tule na Dečkovi, po pošti, ali pa če ste pač veliki podjetje, pa lahko potem tudi preko Borisa na njegov mail, vse imamo vse podatke tudi na naši spletni strani, v bistvu se obrnejo za večje donacije.
Ampak ne smemo pozabiti še na naše fotografe. Jaz jih že malo pogrešam, čeprav jih srečam tu in tam. Rok in Robi, dajmo jim pomahati. Ona dva sta bila tudi zelo potrpežljiva. Ja, to je predvsem za Roka. Ne? Daj povej zgodbo, kaj je s tem vašim našitkom. Rok je, lahko rečem, da zelo všeč je bil naša uniforma. Tudi en del takšne uniforme, ki imamo mi, tudi on nosi. In smo mu dali na rokav gor na znak, tako da je v določenih momentih se tudi slikal z našim znakom in mu bil zelo ponosen čas, da je del naše ekipe v tistem trenutku. Razpoloženje se je kar dvignalo. Bog ne daj, da si mu kaj rekel, ker je bil tak, jaz imam pa značko, veš? Nisem kar tak, ne? Ja, lepo. Ona dva sta bila tudi zelo pridna, ne? V smislu teh njihovih kreativnosti in sposobnosti, da so ujeli vse vaše, tudi manevre, ko ste se spuščali po lestvi, oziroma celo iz tehnoparka po vrvi in tako naprej. Ja, v bistvu ste v koledarju prikazali kar veliko vašega dela, ki ga pač mogoče mi navadni smrtniki niti ne poznamo, ker to ni samo gašenje požarov. Tako da na hiter, če preletimo slikice... Ne, jih bomo čez 3 minute, ko odpoje Adele, vidva zadihita v tako fest pila, pol pa povemo, kaj vse in kakšne so dejavnosti, ki so, lahko rečem, tukaj obelodanjeni v tem koledarju. Evo ga, ura je še 17 minut in pol do in v najni družbi še vedno del poklicne gasilske enote. Ta glavna dva sta prišla, bom rekel, ne. Glavni kolo pa pomožni kolo. Direktor poveljnik, Boris Žnidarko in namestnik Klemen Kotnik. Pozdravljeno še enkrat. Dobro jutro. Reklamiramo, promoviramo koledar ob 70-letnici, imamo dober namen, dobro delo za junake 3. nadstropja. Ampak koledar ni kar en. Tako, ne? Ni kar en. Ker moraš vedeti, da fotke so pro, hvala Robi Valenti, hvala Rok Mlinar. In pa sam da povem, da fotke so tudi razporejene po mestih. Hvala gospa Šuši. Ne. Ko si bila skozi zraven v koordinaciji. Nisem bila skozi. Bila sem mogoče ta tečna v zadnji, ko sem skozi klicarla pa pošiljala mesiče. No, je dovolj to. Ja. Kakve fotke so? V bistvu niso samo klasične fotografije, ampak ste jih tudi po mesecih dejansko razdelili z nekim pomenom. Zdaj pa kdo bo povedal, s kakšnim namenom, pa mogoče na katere mesece, da si je fajn pogledati. Si bomo razdelila malo. Ajde, važi. Začne z začetkom. Tako je že bilo napovedano, vsak mesec ima svojo fotografijo. Držali smo se motiva, da na vsaki fotografiji predstavimo delo gasilca, pomeni v neki zaščitni obleki, pomeni za vsak mesec je neka druga zaščitna obleka, ki sopada za to aktivnostjo, ki jo počne. Sam začetek, uvodna stran, to pomeni 13. fotografija, je dejansko ena celota. Potem pa imamo v tej uvodni strani še eno tako fotografijo, kjer prikazuje dejansko glavni namen poklicnega gasilstva, pomeni vedno pripravljeni, vedno pripravljeni z dežurstvom, vedno pripravljeni izvoziti v 1 minuti, kar je glavni dodana vrednost vseh poklicnih gasilcev v Sloveniji. Ne. Potem pa se začne z januarjem, februarjem, marcem. Seveda, taka že slika prikazuje, brez dobro pripravljene opreme, zdrževane, enostavno ne more ekipa na terenu dobro delati, to je ena taka osnova. Z februarjem smo začeli vsaka intervencija se začne in zaključi v dispečerskem centru, kjer poteka celotna koordinacija. Seveda, taka slika, ki zdaj prikazuje dejansko že pri malo večji intervenciji dogajanje. Pri teh vsakodnevnih je v tem dispečerskem centru 2-3 so noti, to je to. Pri večjem dogajanju je seveda večja zasedenost. Potem pa imamo nekje glede na tematiko po mesecih, mesec marec je dan civilne zaščite 1. marca in tudi gasilci, poklicni v Celju imamo 2 reševalna psa, 2 vodnika, ki vodita ta psa in smo potem našli eno tako zadevo, da bi skoordinirali za mesec marec. Potem meseca aprila smo dali reševanje na vodi, kjer so tudi naša ekipa je v drugih zaščitnih oblekah, kot vidite na fotografijah. So te obleke za reševanje na vodi. Kaj pa je tudi avto tu? Tale pa je taki dvoživka.
Taka Argo. dvoživka. No, to Argo. smo hoteli. Pomeni 8-kolesnik, po vodi, po kopnem, v breg, navzdol, kamor želite. Ni, vas da ni. pripelje. Malo Amfibijsko težko. vozilo, katero rešuje dejansko življenja res v nedostopnem terenu. Pa tak, a veš, ne moreš glih ovinkati z njim, ampak se moraš pa na ročni v bistvu obrniti. Mogoče samo napovem za naslednje leto. Naslednje leto bo tole vozilo dobilo tudi svojega braca, malo manjše, 4-kolesno vozilo, tako da se bo zadeva razširila. Okay. V mesecu maju, Pa malo športate. seveda je lepo sončno vreme, takrat je potrebno začeti z rekreacijo, če že ne celo zimo telovadimo. Tako da tukaj je prikazan en del, pomeni zelo pomembna psihofizična pripravljenost gasilcev in to redno vzdržujemo z treningi na enoti, kakor tudi izven enote. In ena izmed teh aktivnosti, ki jih tudi spodbujamo, je kolesarjenje. In tudi ženske so najbolj navdušene nad to fotografijo in nad mesecem majem, ker so tu pač najmanj oblečeni in se dejansko vidijo kolenčki, pa Ali listki. sem mislil, da zaradi tega, ker praznujemo v maju, ne? Tudi to, ampak jaz ti pravim za žensko populacijo, glede na to, da nismo dobile Pol nisi tiste... videla, da smo označili Vse naš sem praznik videla. in pa praznik Gasilske zveze Celje. Ja, sem videla, Klemen, Si mislim, okej? ja, plus tega, koledar ni nared samo iz slik, ampak tudi iz opomnikov, kdaj se kaj dogaja skozi leto. Seveda, ker je jubilejni in smo pač te pomembne datume, ki so v sistemu zaščite in reševanja, kako tudi gasilcev, poklicnih, prostovoljnih v Celju smo malo bolj izpostavili. No, ampak tudi tukaj je Ok, malo gremo več. naprej, ker smo še na pol leta nismo. Izpostavljena, veš, kaj mislim. Ja, vseeno ne smemo zanemariti Celje, je industrijsko mesto, bilo že nekoč. Seveda zadeva se zdaj malo transformira, ampak še vedno imamo industrijo razvito in zato tudi moramo biti gasilci zelo dobro pripravljeni pri teh najtežjih nesrečah z nevarnimi snovi in to je tudi en tak prikaz reševanja pri izpustu nevarnih strupenih plinov. Potem v mesecu julijo, tudi to je en del dela gasilcev, reševanje z višin in globin, smo za to usposobljeni, imamo opremo, ekipo izurjeno, tako da lahko suvereno rešuje tudi ponesrečence ali z globine ali z višine. Boris, mogoče vprašanje, koliko imate najvišjo lestev? V Celju Ja. 42 metrov. 42. Ja, tako da dejansko z 42-metrsko lestvijo, ki je bila izdobavljena leta 2014, lahko rešujemo najvišje kotičke naših stolpnic in to je to. Mogoče veste, kje je najvišja stavba v Celju? Una stolpnica 12, vrtnica, tako, stolpnica. Tako. Bravo. To vem zato, ko je gostilna. Moram pa še omeniti, da te kotičke, kjer smo fotografije upravljali, kjer sta fotografa potrpežljivo 2 uri čakala, da smo se nasmehnili, sliko, za ja. vsako sliko nasmehnili, tako je potrebno, smo tudi skrbno izbrali. Pomeni, v tem primeru smo izbrali Tehnopark, ki je v mestnem jedru, je neka ikona Celja, tako da vsak kotiček je skrbno izbran, tako na tej sliki imamo delo gasilca ob naravnih nesrečah, vzadaj imamo tudi drevesno hiško, ki jo širom Slovenije poznamo, tudi sveta. Savinja, Ja, tole je potem pa še Šmartinsko jezero. Savinja je zdaj, že bila aprila. Ja. Ja, To je pa Šmartinsko jezero, ja. to je pa dejansko delo potapljačev, spet rdeča obleka, ampak ta obleka je drugačna, tista za reševanje na vodi, ta je za reševanje iz vode, ki jo uporabljajo potapljači. In tudi en del, ne samo v mestni občini Celje, ampak tudi širši celjski regiji, mi izvajamo reševanje s pomočjo potapljačev, ki jih imamo 24 ur na dan v pripravljenosti na enoti. Oktober, mesec požarne varnosti, že na veliko piše in tudi slika temu primerna, se pravi. Kaj to ste šli dejansko zakuriti, ne? Je. Ker drugače ognja ne bi bilo. Dejansko je bil ogenj, ja. Odlično. Ampak škode ni bilo. Ok, razumem, pač to je samo Ker se zgolj vidi za tudi fotografijo. curek voda, da smo pogasili Tako. pravočasno. Nisem Je pa dvomila. res, da ta fotografija oziroma ta in še ena so edine, ki so v bistvu v drugem poskusu je bilo to. Ker je moglo biti tako, da se ni naredila škoda. Aha, ok, dobro je. No, zdaj nam ostaneta pa še november in december. No, naj ti povem, Janko, da na tej sliki novembrski sem tudi jaz, ampak z nek Se te ne skrita v vidi. avtu. Ja, to bi mogoče lahko naredili eno tako vprašanje za poslušalce, kje na sliki bi pa lahko bila skrita? Obstaja sicer en tako najdi vsiljivca, ne? Ja, sam dejansko
Se me ne Tu so v vidi. bistvu dve osebi so bile, ki se jih ne vidi. Ja, jaz pa na Alenka sliki. mislim, da smo bile, ne? Ja, ti pa Alenka. Je pa res, da novembra smo izbrali prometne nesreče v cestnem prometu, železniškem, zato ker je tudi v tem mesecu se obeležuje dan spomina na žrtve Prometnih nesreč. prometnih nesrečah in zato tudi v mesecu novembru smo izbrali to fotografijo. In svečana. Ta je pa svečana, decembrska. praznična. Svečana, smo imeli to čas, da smo se lahko postorili pred mestno občino Celje z našo najstarejšo avtolestvijo, z našimi fanti in tukaj smo ujeli ta krasni trenutek, kjer strumno in pogumno stojijo naši fantje v postroju. Je lepo, pa smo pri koncu. Zdaj vizualizirali smo ga, ne? Zdaj, točno veste, kak je. Ne? Tudi če ga niste videli, sam med ga še morate. Tako da nabavite si ga čim prej, pravijo fantje, da jih je zelo malo. Ja, lej, 15 evrov tudi ni neka Veš, gromozanska koliko je imel vsota. Damjan Murko, da ne se bavim. No, sej zato, tako da... Ne, pa glede na to, koliko je to v petih, ne, omenili smo prej in oba dva fotografa, omenili smo tudi gospo, ne, ko je tam okoli 1. novembra letalo okoli, pa nas mal šibo tovkla, ampak ozadju je pa na prst, recimo tam okoli 35 poklicnih gasilcev za vso opremo usposobljeni, ki so žrtvovali svoj čas in znanje in vse skupaj in so se tudi dejansko za to predali. Poleg tega pa zdaj vse, kar se dogaja na tržnici, v mestu, delajo fantje brezplačno, delajo za to, da bo tem otrokom oziroma junakom, da bo vsaj kak dan ali pa kaka ura ali pa minuta jim Boris lažja. Klemen, Tako. konc je. Konc je, to je Ni to. še Konec. konec. Steklo je. Ni še Poteko je, konec. zdaj pejta na teren prodajati to, oziroma pejta v akcijo, da bo se še teh 200, koliko jih je ostalo, našlo na pravem mestu, na stenah domov. Tako da uspešno tudi v novo leto. Hvala. Ja, srečno bomo rekli, pa ne za večno, a ne. Vseeno pa vidimo se v soboto na mestni tržnici Celje. Okay. Hvala, lepo zdrav, čau. Srečno. Čau. Hvala. Radio Fantasy. Radio Fantasy.